o vajah, ne? Kako pomembne so vaje oziroma zakaj so pomembne za Slovensko vojsko, zakaj je pomembno sodelovanje in kje se bojo odvijali vaje, ne samo v zraku, tudi na kopnem, ne? Vaje so pomembne za vsakega vojaka zato, da treniramo in da smo pripravljeni, da takrat, ko je potrebno, odreagiramo. Tako kot športniki trenirajo leta in leta in potem v minuti nekaj naredijo, tako tudi vojaki treniramo leta in leta in potem moramo takrat, ko je treba, odreagirati. Zdaj, ob tem moramo se zavedati, da igramo v neki mednarodni ligi, tako kot pravi naš načelnik generalštaba, in zato moramo za sodelovanje v mednarodni skupnosti izvajati te vaje z tujci skupaj. Če ne vadimo skupaj, ne moramo tudi delovati skupaj. Te 4 vaje, katere so danes bile predstavljene, so tako vaje na zemlji, torej vaje klasičnih kopenskih sil, predvsem se odvijajo na Počku, tisti del, ki je vezan na streljanje, drugi del se pa odvija povsod po Sloveniji, z težiščem v Novem mestu, v Cerkljah, v Mariboru in v Murski Soboti. Samo en delček vseh teh vaj se odvija v zraku in to je tisti delček, kjer mora letalstvo neposredno podpirati kopensko vojsko. Torej, vojska je sestavljena iz več delov, en del je kopenski, drugi del je zračni in mi moramo vaditi to zadevo skupaj. Tako kot vadimo pri reševanju iz gora, kjer se povezujejo reševalci z helikopterjem, tako se tudi naši vodji, pehotni, povezujejo z letalstvom za bojno delovanje. Ta majhen delček v zraku se bo tisti del, kateri mora biti povezan z delovanjem kopenskih sil v smislu, da se navaja ogenj na zemljo, odvijal na Počku. Drugi del iz zraka se bo pa odvijal drugod po Sloveniji, ravno zaradi tega, da razbremenimo ta del osrednjega vadbišča okrog Postojne. Mi računamo, da v povprečju letno širši del Postojnskega ne obremenimo več kot 7 ur na mesec. In računamo, da v teh 7 urah se lahko uskladimo z lokalno skupnostjo, da lahko eni in drugi tam delujemo in živimo. Nismo pa Slovenci, da bi nas drugi samo vodili, ne? Smo, bom rekel, prevzamemo to vlogo tudi mi v nekaterih vajah. Seveda, da moramo prevzeti vlogo vodenja. Torej, tako kot mi rade volje sprejmemo izkušnje tujih vojska, tako radi te izkušnje tudi delimo. In z pridobivanjem izkušnjem smo sposobni tudi voditi določene vaje, pa tudi dejavnost. Adriatic Strike, jadranski udar, je primer take vaje, organizirajo Slovenija, vodijo Slovenija in vse druge države, od Amerike, Italije, Avstrije, Črne Gore, sodelujejo na tej vaji. Lepši primer je pa vaja večnacionalnih kopenskih sil brigade MLF, kjer poveljuje za brigado MLF res italijanski general, vodimo jo pa Slovenci. Torej, mi postavimo okvire delovanja te vaje in tudi ukazujemo in preverjamo italijanske, avstrijske, madžarske in slovenske vojake v delovanju. Hvala lepa. Prosim. Hvala.